Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci na poti do FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023, ki bo seveda od 21. februarja do 5. marca 2023. Z nami je danes Jure Ajdišek, ki skupaj s svojimi sodelavci in sodelavkami skrbi, da bodo navijači in seveda navijačice pravočasno prišli na prizorišča. Jure, živo, lepo pozdravljene. Živo, Maki. Jure, svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica bo v dolino pod Poncami privabilo številne navijače in pa ljubitelje smučarskih skokov. Tudi take, ki jih na poletjih ni, seveda bo dela še več. Izkušnje zagotavljanja pravočasnega obiska športnih navdušencev do prizorišča so neprecenljive in ti in pa vaša ekipa jih imate zagotovo veliko. A vendar, kaj je največji izziv? Česa ste se lotili? Ja, res je. Izziv za nas ima dva vidika. En vidik je časovni, torej trajanje dogodka je bistveno daljše, kot smo vajeni ob finalih svetovnega pokala v poletjih. Imamo 11 tekmovalnih dni, to pomeni, da moramo tudi temu primerno drugačno razporediti naše tako kadre in ostale resurse. Drugi, še pomembnejši, je pa prostorski vidik. Za nas je velika razlika, ker Planica bo za razliko od finala svetovnega pokala v poletjih tukaj zasedena z drugimi zadevami, se pravi z raznimi tehničnimi sredstvi, s servisnimi vozili, ki običajno, se pravi, bo pokrivala območja, ki so običajno namenjena lahko parkirnim površinam. Zato smo morali tudi samo načrtovanje prireditvenega prostora in tudi dostope do tega temu prilagoditi. Ključna pri soočanju s tem izzivom je bila pravočasnost, bi jaz rekel. Mi smo praktično že od leta 2018, ko smo dobili organizacijo, začeli s pripravami na to svetovno prvenstvo. Veliko smo probali vključiti tudi dobrih praks iz tujine. Ključna za nas je bila seveda tudi odlično sodelovanje z državnimi institucijami, z lokalno skupnostjo in pa seveda trdo delo cele ekipe, ki že kar nekaj časa skrbi, da bo februarja vse nared za tekmovanja. Jure, kako poteka načrtovanje logistične poti in kako pri tem sodelujete z lokalno skupnostjo? Torej, logistične poti je treba načrtovati na tak način, da če govorimo o samem prizorišču v Planici, na tak način, da čim bolj optimalno zasedemo zelo omejen prostor. Planica je precej zaprta, prav veliko površin ni in tako, kot sem že omenil, mi se moramo zavedati, da imamo tokrat 3 discipline. Vse discipline imamo tako ženske kot moške selekcije, se pravi veliko ene podpornega osebja, podpornih vozil, servisnih tovornjakov, kontejnerjev. In bistveno je bilo, da se že v fazi načrtovanja to čim bolj racionalno razdeli. Ko pa govorimo kasneje, ko bodo dejansko ljudje prihajali na prizorišče, je pa treba upoštevati to načelo, da se proba prometne tokove in peš tokove čim manj sekati, se pravi, da je zagotovljen tudi ta vidik varnosti, da so tako obiskovalci kot tehnično osebje, ki prihaja sem, vključno z broadcasterji, z novinarji in tako naprej, čim hitreje in s čim manj težavami pridejo do samega prizorišča. In za same obiskovalce se mi pa zdi, da je najbolj pomembno, da je pot do sem in pa sam prireditven prostor čim bolj intuitiven. Se pravi, da že sami vejo na nek način, kam morajo iti. Sodelovanje z občino oziroma s celo lokalno skupnostjo je bilo odlično. Moram povedati, da smo bili pri marsikaterem infrastrukturnem projektu smo sodelovali z občino, tudi s prebivalstvom lokalnim smo sodelovali pri določenih projektih, tako da lahko samo pohvalim naše sodelovanje. Jure, že sam si omenil vstopne točke. Kako bo z vstopnimi točkami? Na kaj morajo biti obiskovalci še posebej pozorni? Torej letos oziroma drugo leto za svetovno prvenstvo je ena bistvena razlika v primerjavi s tem, kar smo ali pa so bili obiskovalci navajeni do zdaj v Planici. In sicer vstopna točka, glavna vstopna točka na prireditven prostor se premika
nekoliko proti severu, dol na ledine, ob presihajoče jezero spodaj. Tam bo glavna vstopna točka. Se pravi, praktično od tam naprej prometa, razen nekih tehničnih služb in določenih dostav, ekip recimo tudi, prometa od tam naprej ne bo več. In praktično se tam naredi glavno vozlišče, glavni vstop, in s tem naj tudi obiskovalci računajo, ko prihajajo v Planico februarja. Jaz mogoče na tem mestu pozivam ljudi, da naj si prej že malo pogledajo, kakšen bo sam režim dostopa do Planice, vstopa v Planico. Naj probajo, ko prihajajo na tekmovanja, imeti v glavi tudi ta trajnostni vidik, se pravi, se poslužujejo nekih organiziranih način prihoda ali so to bodisi avtobusi, bodisi naš super projekt z vlakom v Planico v sodelovanju s Slovenskim železnicam, ki bo aktualen tudi za časa svetovnega prvenstva. Mi bomo pa poskrbeli, da bojo čim bolj neovirano prišli do prizorišča. Vzamejo naj si nekoliko več časa, dovolijo naj si iti tudi kakšen meter več peš, ker bo tudi za to, bi rekel, zabavni del med pešpotjo do Planice poskrbljeno. Zdaj si mi pa dal ravno pravo izhodišče za naslednje vprašanje, za vprašanje, ki ga bodo dobili tvoji sodelavci. Kje bom pa lahko parkiral? Imaš že odgovor oziroma imate že odgovor na to vprašanje? Ja, mi smo temu delu našega načrtovanja posvetili veliko poudarka. Glede na to, da sem že prej omenil, da je v Planici praktično parkirnih mest za obiskovalce ni, smo morali najti alternativne rešitve. To smo in tudi v Kranjski Gori, kot vsi vemo, so parkirne površine dokaj omejene. Kljub temu, da nam je občina zelo šla na roko in bomo tudi na tistih parkirnih površinah, ki jih imajo oni v upravljanju, lahko uporabljali mi za potrebe svetovnega prvenstva. Zato smo rešitev poiskali v začasnih parkirnih površinah, ki jih bomo dobili torej na obstoječih travniških površinah na relaciji Rateče-Kranjska Gora, ki jih bomo primerno preuredili, utrdili, da bodo na voljo za parkiranje obiskovalcev. Kar se tiče avtobusov, bo glavno avtobusno vozlišče vseeno v Kranjski Gori, v bližini policijske postaje. Kjerkoli bodo ljudje pa parkirali, bomo pa, če to ni v primerni razdalji za iti peš, bomo pa mi seveda organizirali brezplačne krožne prevoze, tako kot je že običaj v Planici, in bomo ljudi pravočasno pripeljali in tudi odpeljali potem nazaj do njihovih vozil. Jure Dišek, jaz mislim, da si povedal vse, tisto, kar obiskovalke in obiskovalce Planice zanima. Zato ob koncu zaželim samo še veliko uspeha tebi in tvoji ekipi in srečno. Najlepša hvala in še enkrat upam, da se v čim večjem številu vidimo februarja v Planici. Vam pa, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, hvala za pozornost in ne pozabite, se vidimo na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023.